Pri poplavah smo v Krškem imeli predvsem, bom rekel, nekih manjših in standardnih intervencij, ki smo jih vajeni, gre za prečrpavanje vode in podobno. Dočim potem, ko so pa prišli prvi klici na pomoč za ostale regije po Sloveniji, tam pa je bilo delo zelo različno. Na eni strani, recimo v Polzelo, se je v prvem konvoju odpravilo 22 gasilcev iz Gasilske zveze Krško z 7 vozili. Potrebe po pomoči so bile predvsem z gasilskimi cisternami, kjer smo izpirali blato v poslovni coni Polzela iz industrijskih objektov, čistili smo parkirišča, cestišča v celi industrijski coni, ki jo je zalilo praktično od 2,5 metra pa tudi do preko 3 metrov. Dejansko grozljivo je to videti na samem prizorišču. Sam sem s fanti šel na teren, tako da sem tudi, bom rekel, na lastni koži doživel to. Marsikdo tam, s katerim sem imel priložnost govoriti, je dejansko svojo kožo reševal s plavanjem do prvega drevesa, do prvega žleba, kandelabra, ki se ga je lahko oprijel, ali pa brežine, ker dejansko jih je voda tako zelo hitro zalila, da jih je ujelo popolnoma nepripravljene in so imeli še željo potem, da kakšno stvar rešijo. V vmesnem času se je zgodilo pa to, da je dejansko nivo vode tako zelo hitro narasel, da so ostali ujeti in so jih potem kasneje reševali oziroma so se, hvala Bogu, brez žrtev tudi sami rešili. V drugem konvoju smo posredovali v Braslovčah. Imeli smo območje 236 stanovanjskih objektov, hiš, domov, praktično gre za male Braslovče. Tam je posredovalo 77 gasilcev z 17 vozili iz Gasilske zveze Krško. Tukaj gre za povsem drugo zgodbo. To so domače hiše ljudi z zelo osebnimi zgodbami, predvsem žalostnimi zgodbami. Ljudje so bili ravno tako poplavljeni od nekje pol metra pa tudi vse do drugega nadstropja. Ljudje so pred vodo se zatekli na podstrešja in tako dalje. Tako da kot gasilec vidiš veliko žalostnih zgodb. Na drugi strani pa ravno zaradi tega, ker smo prihajali na ta območja gasilci iz cele Slovenije in ker so ljudje vseeno videli, da v tej nesreči niso sami, je ves čas bil prisoten ta duh solidarnosti, pomoči, nekako tudi pozitivne, dobre volje, da pa se bodo stvari vseeno rešile. Čeprav gasilci, ko bomo te intervencije zaključili, bomo pospravili, šli domov. Ljudje pa v svoje domove se marsikdo še kar nekaj časa ne bo mogel vrniti, ker so domovi ali povsem uničeni, ker jih je uničila voda, nekatere objekte celo porušila, ali pa se bojo še mesece in mesece soočali z zelo visoko vlago v hišah. No, na koncu v tretjem konvoju pa se je na teren odpravilo 105 gasilcev z 24 vozili. Zopet govorim samo za Gasilsko zvezo Krško, kajti šli so v Nazarje, je pa iz Gasilske regije Posavje, so pa posredovali še gasilci tudi iz Gasilske zveze Sevnica kot iz Gasilske zveze Brežice. V Nazarju pa so naši gasilci zopet posredovali v poslovni coni, kjer se je zopet na veliko, mislim, povsod smo čistili blato. Bom rekel, komentar marsikaterega gasilca je bil, še v življenju nisem videl toliko blata na kupu. To je res nepredstavljivo za nekoga, ki to vidi ali preko malih ekranov, ali na telefonu, na internetu, kjerkoli. Po slikah, slika veliko pove, ampak to, kar so fantje izkusili na lastni koži, je nepredstavljivo.